Hej, sem Tim, sem devetošolec in jutri pišem testo o osamosvojitvi. Ker bi rad izvedel več, je tukaj z mano Blaž Vurnik, kateremu bom postavil par vprašanj, na katere mi bo odgovoril in upam, da izvemo čim več. Leta 1991 je svoje mesto na svetovnem zemljevidu dobila nova država, Republika Slovenija. Zakaj? Ko je leta 1980 umrl predsednik nekdanje Jugoslavije Josip Broz Tito, so se razmerja v državi v celoti podrla. Prišlo je do političnih nestrinjanj, konfliktov med posameznimi republikami, potem je prišlo do velike gospodarske krize in velike inflacije. Takrat je bilo tako, da je v bistvu denar v enem dnevu izgubil en del vrednosti. Vsak dan so se stvari dražile in zaradi tega je močno padel standard ljudi v državi, vedno slabše so živeli. In tako so se te konflikti povečevali. Različen pa je bil pogled tudi različnih republiških vodstev na to, kakšna naj bo država Jugoslavija v prihodnosti. Slovenska politika se je bolj zavzemala za demokratizacijo, za bolj odprt sistem, za sproščanje gospodarstva. Na drugi strani pa je recimo v Srbiji leta 1987 prevzel oblast Slobodan Milošević, ki je obrnil zgodovino te države v drugo stran. Zato se je Slovenija odločila za osamosvojitev. Za njo pa tudi Hrvaška in Bosna in Hercegovina in še druge republike. Ok, odločili smo se za svojo državo. Kako smo to izpeljali? V Sloveniji je bil tako kot v drugih delih Jugoslavije, pred letom 1990 enopartijski politični sistem. To pomeni, da tukaj ni bilo parlamentarne demokracije, kot jo poznamo danes, ampak je vladala v resnici ena politična skupina, Zveza komunistov Slovenije oziroma na državnem nivoju Zveza komunistov Jugoslavije. Aprila leta 1990 pa smo imeli Slovenci prve demokratične večstrankarske volitve po drugi svetovni vojni. Na teh volitvah so Slovenci volili novo skupščino, kot se je takrat imenoval slovenski parlament, in novega predsednika republike. Na teh volitvah je večino glasov dobila združena opozicija novonastalih strank, ki se je imenovala Demos, kar je bila kratica za Demokratična opozicija Slovenije. Tako da je vlado potem prevzel predsednik slovenskih krščanskih demokratov Lojze Peterle. Novi predsednik republike pa je postal Milan Kučan. Ta vlada je začela nemudoma pripravljati zakonodajo, ki je omogočala izvedbo plebiscita. Plebiscit je bil, to so bile volitve, v bistvu, na katerih so se Slovenci odločali za ali proti samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Plebiscit se je odvil 23. decembra leta 1990. 26. decembra pa so bili razglašeni rezultati plebiscita. Velika večina ljudi, mislim, da je bilo nekaj čez 88% vseh volilnih upravičencev, je glasovalo za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo, kar je slovenski vladi postavilo obveznost, da mora to osamosvojitev izvesti. Tako da se je vlada nemudoma lotila sprejemanja zakonov in drugih ukrepov, ki so omogočali, da se je Slovenija 25. junija 1991 osamosvojila. Danes praznujemo dva praznika, 26. december in 25. junij, ki sta državna praznika, dela prosta dneva in oba v bistvu spominjata na ta čas odločitve in nastanka slovenske države. A je šlo tako zlahka? Osamosvojitvi Slovenije pa je sledila 10-dnevna vojna. Namreč, ko se je slovenska skupščina odločila za razglasitev neodvisnosti in samostojnosti, je zvezna vlada, torej jugoslovanska vlada z jugoslovansko ljudsko armado želela to osamosvojitev preprečiti.
Na ulice so zapeljali tanki, tukaj v okolici Ljubljane najprej iz vrhniške vojašnice. Cilj teh tankovskih kolon pa je bil zasedba letališča Brnik in mejnih prehodov, s čimer so naj bi pač zaščitili celovitost jugoslovanske države. Ne. Slovenska teritorialna obramba, ki je bila slovenska vojska, ne, in slovenska milica takrat sta jugoslovanski ljudski armadi nudila odpor, v bistvu je prišlo do spopadov, do prave vojne, ki so trajali 10 dni. Ne. Po 10 dneh je z Brionsko deklaracijo prišlo do sklenjenega premirja. Slovenci smo torej za. Kako pa je naša osamosvojitev sprejel svet? Svet v tem času, ko se je Slovenija še pripravljala na osamosvojitev, ni podpiral teh procesov. Mednarodna skupnost, evropske države, Združene države Amerike so si prizadevale, da bi Jugoslavija ostala celovita, enotna država, da se tukaj ne bi spreminjal politični zemljevid Evrope. Vendar potem, ko je po slovenski osamosvojitvi prišlo do napada Jugoslovanske ljudske armade na novo nastalo državo, ko je pač postalo očitno, da bo tukaj z nekim konfliktnim načinom prišlo do razdružitve države, se je postopoma tudi mednarodna skupnost premislila oziroma je sprejela to, da na tem prostoru nastajajo nove države. Tako je potem v bistvu prva država, ki je priznala Republiko Slovenijo, je bila Nemčija decembra leta 1991. Potem v januarju 1992 pa so Slovenijo priznale še druge države Evropske skupnosti in Vatikan. No, potem pa je Slovenija seveda delovala v tej smeri, da se je združevala v različne mednarodne organizacije, da se je povezovala v svetu, tako je postala članica Organizacije Združenih narodov, kar je bilo zelo pomembno, ker je s tem postala del svetovne skupnosti držav. No, s 1. majem 2004 pa je Slovenija postala članica Evropske unije, kar je še danes. Ne. V času osamosvojitve si bil star 18 let, kaj ne? Ja. Kako pa se spominjaš ti? Jaz še nisem bil star 18 let, ko so bile tiste prve volitve, ki sem jih omenil, sem bil pa že star 18 let, ko je bil plebiscit. Tako da se spomnim recimo še glasovanja na plebiscitu in potem seveda tistih 10 dni, ko je v Sloveniji potekala vojna za samostojno Slovenijo. Takrat šole je bilo konc, ne, začele so se počitnice, pripravljali smo se na sprejemne izpite na fakulteto, ampak je bilo tisto poletje zelo drugačno. Ne. Seveda, ljubljanske ulice so bile bolj prazne kot ponavadi, ni bilo nobenih tujcev tukaj v Ljubljani, tisti, ki so bili, so postopoma odhajali, ko so se te stvari začele. V Ljubljani so začeli postavljati barikade, najprej iz avtomobilov, tovornjakov, buldožerjev, avtobusov, ne, potem so te barikade zamenjali španski jezdeci in tiste betonske piramide. Nismo vedeli, kaj bo. Ne. Danes vemo, da je trajalo samo 10 dni, takrat tega nismo vedeli. Jaz sem imel kar nekaj prijateljev, ene v teritorialni obrambi, ene v jugoslovanski armadi, ki so tam pač služili vojaški rok. Ne. In v bistvu za vse te fante nas je nekoliko skrbelo. Ne. Kaj se je z osamosvojitvijo spremenilo za slovenski narod? Slovenci smo s samostojno državo dobili državo parlamentarne demokracije, spremenil se je politični sistem. Predtem je v Sloveniji, tako kot v drugih republikah Jugoslavije, v bistvu obstajala samo ena politična skupina, ena stranka, bi lahko rekli, Zveza komunistov Slovenije. Z procesom demokratizacije smo dobili večstrankarski sistem, z osamosvojitvijo pa tudi državo, ki je potem lahko samostojno stopala na mednarodno pot, v mednarodne povezave. Spremenil se je gospodarski sistem, torej iz tistega socialističnega samoupravnega sistema je Slovenija prešla v kapitalizem, ne, če tako rečeva, skratka v
gospodarstvo svobodne pobude. Veliko je bilo političnih sprememb, prišlo je do procesa denacionalizacije in nekaterih drugih procesov. To so bili procesi, s katerimi je Slovenija popravljala krivice, ki so se zgodile v času socialističnega sistema, večinoma tiste neposredno po drugi svetovni vojni. Slovenija je dobila svoj denar, ne. V Jugoslaviji smo plačevali z dinarji. To je bila ena prvih nalog nove oblasti v Sloveniji, da je Slovenijo finančno, monetarno osamosvojila in zavarovala pred preostalimi deli Jugoslavije, ne. Tako da najprej smo dobili v Sloveniji nek denar, ki niti ni bil prav denar, ampak smo mu rekli boni. In to je bilo eno tako prehodno obdobje, preden smo pa dobili slovenski tolar, ne. In ta slovenski tolar je bil potem v obtoku do leta 2007, ko smo začeli plačevati z evrom, ne. To je bilo za Slovenijo zelo pomembno, da se je vključila tudi v evropski finančni sistem in da plačujemo pač z istim denarjem kot v drugih evropskih državah, ki so vključene v sistem evra, ne. Kakšne državne simbole je dobila nova država? Z novimi simboli se osamosvojitvenim oblastem ni zelo mudilo, tako da so v resnici nov grb in novo zastavo sprejeli šele en dan pred osamosvojitvijo v veliki naglici. Tako da imamo danes grb, ki je v obliki ščita. Na modrem polju ima z belimi črtami ponazorjeno goro Triglav, ki je najvišja gora v Sloveniji. Jaz bil kdaj na Triglavu? Si, evo, bravo, jaz tudi. Nad Triglavom so 3 šesterokrake zvezde, ki so povzete iz grba celjskih knezov. Pod grbom pa valovijo črte, ki ponazarjajo slovensko morje in slovenske reke. Ščit celoten pa je obrobljen z rdečo barvo. Slovenska zastava je pa nekoliko starejša, vsaj tista osnova barvna, ne, torej belo, modro, rdeče polje, kot si sledijo od zgoraj navzdol. Ta zastava je bila kot slovenska nacionalna zastava v uporabi že leta 1848. V Ljubljani je prva zaplapolala na Wolfovi cesti, tukaj v bližini v Stari Ljubljani. No, potem je bila ta zastava nekaj časa neformalno simbol Slovencev, potem pa je postala slovenska narodna in tudi s tem slovenska državna zastava. Pri čemer pa ima seveda današnja zastava še slovenski grb, ki sem ga opisal prej, v levem zgornjem kotu. Slovenci imamo še en simbol, torej himno, še en državni simbol, ne. Slovenska himna je Zdravljica oziroma 7. kitica te pesmi, ki se začne z Že naj vsi narodi, ne. Napisal jo je France Prešeren, v glasbo pa Stanko Premrl. Ta himna je v bistvu neformalno bila že simbol Slovencev že v preteklosti, že v 80. letih 20. stoletja. No, leta 1989, torej še v času, ko Slovenija še ni bila samostojna, pa je Republiška skupščina z ustavnimi amandmaji, torej z dodatki k Republiški ustavi, določila Zdravljico kot slovensko himno in kasneje je to potem leta 1991 potrdila tudi nova država. Danes pa Slovenija uporablja še 2 simbola, še evropsko zastavo in evropsko himno. Kaj pa ti želi Sloveniji ob njenem rojstnem dnevu? Ja, Slovenija je stara 30 let, še vedno je mlada država, ne. Dajmo ji zaželeti, da ostane demokratična, da ostane država odprtih ljudi, da ostane država, v kateri bodo imeli mladi možnost za življenje, za delo, da jim ne bo treba odhajati drugam in da bo ohranila vse tisto, kar Slovenijo dela lepo.